Rdeče in zlato, konflikti in kokošji rod so naslovi 3 razstav, s katerimi se akademska slikarka Eti Štih letošnje poletje predstavlja na Bledu. Pogovor z umetnico, ki ga je vodila Ana-Marija Kunstelj, je bil hkrati otvoritev razstav in priložnost, da so si obiskovalci ogledali presunljiva platna iz cikla Rdeče in zlato v predverju festivalne dvorane Bled. Jaz imam zmeri grozno tremo. Jaz nadelam žura za rojsten dan, ko mislim, da nam noben prišel. In bilo je polhan, mislim, da ljudje je zanimali, kar sva midve nakladali, tako da sem grozen zadovoljen in v bistvu počaščen, da je toliko ljudi prišlo na otvoritev. Kot vedno, Eti Štih s svojimi platni zelo neposredno nagovarja gledalce. Kaj pa želi, da bi gledalec ob njenih platnih doumel? Slike zmeraj postavljajo na vprašanja. Jaz napišem manifestov, da so jasni in jasno razvidni. Tako da, če se samo vprašanja postavijo, mislim, da je to že veliko doseženega. Kakor pravijo, vsake oči ima svojega malarja, tako da vsak človek v bistvu slike interpretira drugače. Ampak tle je ta tema žensk, ta tema splava, ta tema mitu, ta tema pravice, ta tema proti hipokriziji. Dajmo biti pošteni, dajmo sami sebe vprašati, kako se moramo obnašati in kako moramo življenje živeti. Tako da se mi zdi, da Bog daj, da bojo ljudje, ki pridejo, da bojo to tako razumeli, pa da se bojo te vprašanja postavljali. Ja, to je Eti Štih, to pač je res super, da so te veliki formati na ogled, da je ta serija prišla, ki ima tako aktualno noto, ker lahko ljudje res razmislijo o določenih stvarih. Mislim, da sicer v Sloveniji ni tega problema, da bi bilo zelo veliko ljudi, ki bi rabili razmisliti o tem. Ampak to, da je Bled spet povezan, tako kot lani, z eno tematiko, da se gre lahko na 3 prizorišča pogledati razstavo, je super. Hkrati so pa to slike, ki so izredno pogumne, barvite, prinašajo eno življenje, pa dajo seveda tudi en razmislek. Za nekaj prvih vtisov smo povprašali tudi obiskovalce. Ja, se mi zdi taka zelo aktualna, zelo etijevska, da je to en tak stil, ki si ga v Sloveniji zelo težko. Mislim, malo ljudi si, sploh akademiki, si tega ne drznejo. In to je meni všeč, ta njena energija. Aktualne teme, kljub temu, da je rekla, da so ilustrativne včasih, ampak tudi to je dobro. Ja. Tudi ilustracija recimo je tudi v Sloveniji na nivoju in nam pa manjka take energije predvsem. Pa aktualnih tem, pa tudi tega, da je ženska ne zgolj objekt poželenja, torej tako kot je vedno nastopala v slikah velikih slikarjev, ampak da je dejansko tudi sama akter in da je tudi sama nekaj več kot zgolj objekt, ne živo bitje. In mislim, da to tudi v njenih slikah zelo dobro prikazan. Zelo aktualno, tako kot je v bistvu že Eti gor povedala. To se pravi, predvsem zdaj to, kar se dogaja čez lužo, prepoved splava, tako da mislim, da je zelo aktualna stvar. Tako da ta razstava spominja na to, da ženske dejansko bi mogle na celem svetu imeti svoje pravice. Tema je precej zanimiva, nekje tudi boleča. Se mi zdi, da pa je čas zdaj za vse to, kar primeren bil. Čeprav slike niso od zdaj, ona je rekla, da so slike že nekaj let stare, ampak tema je kar ta prava za ves čas, ne samo za zdaj. Kot ponavadi Eti nas vedno preseneti, tudi letos nas ni razočarala in pravzaprav neverjetno njene zgodbe, ki so pravzaprav vizionarske, torej kot smo danes slišali, ta zgodba je nastala pred leti, ampak ta zgodba je danes pomembna, danes nagovarja na nas in mislim, da bodo ljudje, ki bodo to videli, začeli majčkeno drugače razmišljati o vsem tem, kar se dogaja ta trenutek okrog našega sveta. In pravzaprav lahko rečemo, na Bledu smo postavili vprašanja človeštvu, kaj počnemo. Borili smo se leta za to, da smo se osvobodili nekih čudnih spon. To zgubljamo, ampak ne smemo zgubiti. Moramo se zavedati, da se moramo boriti za vse, ali ženskam dopustiti svobodo, ampak ne samo ženskam, tako kot je rekla Eti, ne obstajata
moški in žensko, obstaja samo človek. Nimamo ženskega slikarstva, nimamo moškega slikarstva, imamo človeškega in predvsem prav je to tukaj vidno. Razstave del Ejti Štih pod okriljem Zavoda za kulturo Bled so poleg festivalne dvorane na ogled še v galeriji Melite Vovk in v galeriji Stolp na Blejskem gradu vse do 25. avgusta.